Dober večer in dobrodošli v oddaji On the Record, poglobljeni intervjuju oddaji iz 24 News. V ponedeljek je Ukrajina praznovala svojo 35. obletnico neodvisnosti, medtem ko vojna z Rusijo še vedno divja. 4 leta in pol po enostranski invaziji Rusije na Ukrajino je frontna linija večinoma obstala, z minimalnimi ruskimi pridobitvami v vzhodni regiji Donbas, medtem ko si obe strani izmenjujeta močne raketne in dronske napade. In ves ta čas izraelski veleposlanik v Ukrajini, Mihael Brodski, je ves čas živel pod stalno grožnjo ruskih raket in dronov, medtem ko se je njegova gostiteljska država trudila ohraniti vsaj nekaj podobnega normalnemu življenju v času vojne. Od kaotičnih prvih ur invazije do odločitve, da začasno preselijo delovanje veleposlaništva v Lvov na zahodu, Brodskijeva vojna napotitev je bila nekaj povsem drugačnega od vsega, kar je prej doživel. In ko je vojna napredovala, je Brodski opazoval, kako so se odnosi med Izraelom in Ukrajino spreminjali. Zaradi tega, ker je Kijev menil, da Jeruzalem ne nudi zadostne podpore. Vse to se je spremenilo po napadih 7. oktobra, ko sta bili obe državi vpleteni v vojne, ki jih dojemata kot vojne za preživetje. Bi lahko Izrael naredil več, da bi pomagal Ukrajini? In kakšno stališče bi moral Izrael zavzeti, medtem ko vojna še vedno divja? Da bi vse to razčlenili, je nocoj v oddaji čast gostiti Mihaela Brodskega. Brodski je izraelski diplomat, ki je pred kratkim zaključil svojo 5-letno misijo kot veleposlanik v Ukrajini, funkcijo, ki jo je opravljal pod vladami Beneta, Lapida in Netanjahuja. Je prvi Ole ali priseljenec iz množične Alije iz nekdanje Sovjetske zveze v 90. letih, ki je postal poklicni veleposlanik. Prej je služboval kot veleposlanik v Kazahstanu in Kirgiziji. Michael Brodski, najlepša hvala, da ste se mi nocoj pridružili. Pozdravljeni in hvala za povabilo. Odlično. Torej, gospod veleposlanik, kot sem omenil v uvodu, fronte črte v vojni so precej nespremenjene. Ni veliko premikov, nekoliko na strani Rusije. Toda v zadnjih mesecih smo videli usklajene napore Ukrajine, da bi ciljala globoko v rusko ozemlje. Ali nam lahko na kratko predstavite trenutno stanje vojne v Ukrajini? Veste, to situacijo opisujem kot mešanico prve svetovne vojne in tretje svetovne vojne. Razložil vam bom zakaj. Ker je na eni strani ogromna frontna linija in, kot ste rekli, je skorajda zastala. Zastala je že kar nekaj let. In število žrtev na obeh straneh narašča, je ogromno. In ta situacija, ko je vse popolnoma obstalo, nas spominja na prvo svetovno vojno. Kaj ne? Jarki, točno tako. Po drugi strani pa je uporaba sodobnih tehnologij nekaj povsem novega, nekaj, česar še nismo doživeli. Med obema vojskama je cona smrti. In dobesedno nobena oseba ne more preživeti v tem območju smrti več kot nekaj sekund. Ampak to je nekaj povsem novega, uporaba dronov na obeh straneh, še posebej na ukrajinski strani, ki je postala zelo izstopajoča pri uporabi dronov in sodobnih tehnologij nasploh. To je nekaj povsem novega. In verjetno nam to daje primer, kaj se lahko zgodi na drugih območjih, vključno z Bližnjim vzhodom. Ja, o tem bomo govorili nekoliko kasneje v pogovoru, ampak glede Izraela, kdaj med vojno je Ukrajina stopila v stik z Izraelom in iskala njegovo pomoč? No, to je bilo celo pred vojno. Bili so stiki in strani Ukrajine do Izraela. In prosili so za določeno orožje, predvsem za zračno obrambo. Spomnim se nekdanjega ministra za obrambo Ukrajine, gospoda Aleksej Reznikov, je obiskal Izrael. Bilo je 22. decembra, torej 2 meseca pred začetkom vojne. Spremljal sem ga na tem obisku in v zelo splošnih okvirih je govoril, vendar je govoril o možnosti, da bi Izrael Ukrajini zagotovil neko vrsto orožja. To se nikoli ni zgodilo iz mnogih razlogov.
In naše rdeče črte, naše omejitve, ki smo jih vedno imeli, so le eden od razlogov. Obstajajo pa tudi drugi razlogi. Zgodovina naših odnosov na tem področju med Izraelom in Ukrajino ter še nekateri drugi razlogi. Seveda pa, ko je izbruhnila vojna, so zahteve postale res nujne. In Zelenski se je uradno in neuradno obrnil na Izrael ter prosil, naj zagotovi predvsem železno kupolo. Veste, vsi so govorili o železni kupoli. In presenečen sem ugotovil, da je v nekem trenutku veliko ljudi mislilo, da obstaja prava železna kupola, ki lahko zaščiti celo državo, kar seveda ni res. In to ni res. In to je nekaj, kar sem moral razložiti širši javnosti v Ukrajini, da železna kupola ni ravno to, kar si predstavljate. Je nekaj povsem drugega. Dotaknili ste se teh omejitev, ki so Izraelu preprečile, da bi v celoti podprl Ukrajino. Lahko to razložite podrobneje? Seveda, mislim, da je to precej jasno. In tudi Ukrajincem je zdaj jasno, da smo tukaj na Bližnjem vzhodu v zelo nevarni situaciji. In upoštevati moramo različne akterje in različne sile, ki imajo pomembno vlogo na Bližnjem vzhodu, vključno z Rusijo. In takrat, če se spomnite, je bila Rusija zelo blizu. Ruska vojska je bila zelo, zelo blizu naši severni meji. Bili so nameščeni v Siriji in takrat smo vzpostavili komunikacijski kanal z Rusi, da bi preprečili različne konflikte na nebu Sirije. In delovalo je. Zato nismo želeli ogroziti tega sodelovanja z Rusijo. In bili so še drugi premisleki. Judovska skupnost v Rusiji je ogromna. Nismo želeli smo jo zaščititi. Želeli smo, da je varna. In ali je obstajal strah, da bi, če bi Izrael pomagal Ukrajini in ji zagotovil obrambno orožje, vlada v Moskvi sprejela ukrepe proti judovski skupnosti? Mislim, da tega ne bi mogli popolnoma izključiti. Jaz tega ne bi popolnoma izključil. Vse je bilo mogoče. In mislim, da so bili Rusi zelo jasni, da bodo posledice za vojaško sodelovanje med Izraelom in Ukrajino. In tudi zavedli smo se, da nismo del Evrope, nismo del NATO. Toliko držav je, ki so nudile in še vedno nudijo pomoč, vojaško pomoč Ukrajini. Takrat smo lahko ponudili nekaj drugega. Nudili smo zelo pomembno humanitarno pomoč. Spomnite se, da je bil na začetku vojne poskus, da bi postal posrednik takratni premier Bennett, ki je odšel v Moskvo. Zato smo mislili, da lahko Ukrajini pomagamo na druge načine in tako smo tudi storili. Ste kdaj na osebni ravni menili, da je to izziv? Ali vas je to vznemirjalo? Prenašati ta sporočila ukrajinski vladi, ukrajinskemu narodu? Ker si predstavljam, da bi si v sebi želeli, da bi Izrael naredil več, vendar ste razumeli omejitve. Ste se kdaj počutili nelagodno, ko ste to zapleteno situacijo pojasnjevali v Kijevu? Bom povedal takole. To se mi je zdelo zahtevno, da, res je. Ampak nisem čutil nobenega notranjega konflikta, ker sem razumel razloge in zapletenost našega položaja. In bilo je in še vedno je zelo zapleteno, zelo niansirano. In seveda je to težko razložiti državi ali ljudem, ki so napadeni, brutalno napadeni in katerih preživetje je na kocki. Tako da ni bilo lahko. Upam, da smo jaz in moji kolegi na koncu uspeli razložiti ali vsaj prikazati logiko izraelskega procesa odločanja. In uspelo nam je tudi uravnotežiti situacijo s tem, da smo Ukrajini zagotovili zelo pomembno, ključno humanitarno pomoč. Ste opazili ali pa so bile kakšne razlike v načinu, kako je Izrael ravnal z Ukrajino pod različnimi premierji, Bennettom, Lapidom za krajše obdobje ali Netanjahujem? Mislim, da ne. Mislim, da je bil glede splošne politike dosežen konsens. Seveda obstajajo nianse, vendar, če govorimo o splošni politiki, se ta ni veliko spremenila. Če pogledamo nazaj, glede na te omejitve, pri čemer nekatere danes niso več enake, ker vpliv Rusije v Siriji ni več takšen, kot je bil,
in Izrael ne potrebuje več enake koordinacije z Moskvo. Če pogledamo nazaj, mislite, da bi moral Izrael storiti več, da bi podprl Ukrajino? Vse se je spremenilo po 7. oktobru. In verjamem, da je tudi na ukrajinski strani po 7. oktobru izginilo veliko vprašanj. Mislim, da so veliko bolje razumeli, s kakšnimi izzivi se tukaj soočamo, s kakšnimi grožnjami se soočamo in kakšne sovražnike imamo pred seboj. Ampak razumejo, da je naša sposobnost pomagati Ukrajini na vojaškem področju zelo, zelo omejena. In osebno verjamem, da se naša politika ne bo spremenila, dokler se vojna v Ukrajini ne konča. In upam, da se bo to zgodilo kmalu, ampak veste, nikoli ne veš, nikoli ne veš. In mislim, da nihče ne ve, kdaj se bo to zgodilo. Zdaj, ena stvar, ki me je res presenetila med to vojno, kot se je odvijala, je način, kako Zahod zdaj dojema Ukrajino kot Davida. David, ki se bori proti temu Goljatu, kljub samo preživi, ne samo preživi, ampak se tudi bori, poskuša ohraniti normalno življenje. Spomni me na to, ne osebno, ampak po tem, kar sem bral. Kako je bil Izrael dojeman po 6-dnevni vojni kot majhna država, z veliko šibkejšo vojsko v primerjavi s številnimi nasprotniki, pa jih je kljub temu premagal? Ali vidite te podobnosti med takratnim Izraelom in Ukrajino? In katere druge podobnosti opažate med državama? Absolutno. In ne samo med takratnim Izraelom in današnjo Ukrajino, ampak tudi med današnjim Izraelom in današnjo Ukrajino. In med državama je toliko podobnosti. Veste, ne samo glede našega položaja in soočanja z mogočnimi sovražniki, ampak tudi glede naše notranje politične kulture. In na mnogo načinov smo si zelo podobni. V redu. Torej, glede teh podobnosti in stvari, ki jih imate danes Ukrajina in Izrael skupnega, je ena izmed njih skupni nasprotnik ali sovražnik, in to je Iran. Kako se to skupno nasprotovanje Iranu odraža v odnosih med Izraelom in Ukrajino? Seveda, glede iranske grožnje si popolnoma delimo mnenje. Iran je očitno naš sovražnik, vendar je očitno sovražnik tudi za Ukrajino. In začeli smo sodelovati glede iranskega vprašanja. Ne morem podrobno govoriti, veste, o sodelovanju, ampak uspelo nam je skupaj z Ukrajinci doseči odločitev ukrajinske vlade, da razglasi revolucionarno gardo za teroristično organizacijo. To je bila zelo pomembna odločitev, ne samo zato, ker je bila ukrajinska odločitev, ampak tudi zato, ker veliko držav v Evropi gleda na Ukrajino in oni, veste, cenijo to odločitev in jo morda sprejmejo isto odločitev po ukrajinskem zgledu. In tudi v mednarodnih organizacijah sodelujemo pri ukrajinskem vprašanju, ker je jasno obema državama, da imamo skupnega sovražnika. In skupaj bi morali delati na tem, da omejimo njegov vpliv v vojaškem smislu na Bližnjem vzhodu in v ukrajinskem konfliktu. Torej, prej ste govorili naprimer o tem, kako je Ukrajina pred vojno in na začetku vojne z Rusijo iskala pomoč Izraela. Kaj pa se je Izrael naučil iz ukrajinskih izkušenj v zvezi z Iranom, kar je Izraelu pomagalo v vojaškem smislu? Mislim, da se je ves svet veliko naučil od Ukrajine in da se lahko upreš zelo resnemu sovražniku. Lahko celo. In veste, lahko zmagate, lahko zaščitite svojo državo, kljub razlikam v zmogljivostih. Kar se tiče Irana, je Ukrajina očitno pridobila ogromno izkušenj pri soočanju z iranskim orožjem, še posebej z droni. In to je nekaj, kar smo se začeli učiti od Ukrajincev, ker se trenutno soočamo z isto grožnjo.
Ampak Ukrajina je verjetno edina država, ki ima resnične izkušnje pri soočanju s temi droni. In dejansko jim je uspelo razviti zelo, zelo učinkovite sisteme in zdaj jim uspe sestreliti večino dronov. Nažalost, nimajo dovolj zračne obrambe, da bi se lahko spopadli z balističnimi ali s križarskimi raketami. Kar se tiče dronov, so precej učinkoviti in mislim, da je to zelo pomembna izkušnja tudi za nas. Ali obstajajo kakšne sprotne nauke, ki jih je Izrael že prevzel iz tega, kar se je naučil od Ukrajine? Smo v procesu, ne morem vam povedati, ali smo te lekcije že prevzeli, vendar imamo svoje lastne tehnologije. Na neki način delujemo vzporedno, ker sta obe državi v vojni in obe razvijata vojaške tehnologije. Ampak sinergija obstaja in se bo še naprej razvijala. Zdaj, omenili ste, da Izrael ni edini, ki išče ukrajinsko pomoč in se uči iz njenih izkušenj. Videli smo tudi po iranski vojni države, kot so ZAE, Katar, Saudska Arabija, ki iščejo ukrajinsko pomoč. Torej, kakšen vpliv ima to na odnose Ukrajine z regijo? In ali lahko Izrael morda poskusi izkoristiti to za regionalno integracijo? Absolutno. In mislim, da so Ukrajinci ugotovili, da imajo za spremembo, imajo karte v rokah. Imajo jasno prednost, ki so jo uspeli razviti in je zelo pomembna za številne države po svetu, še posebej za zalivske države, ki jih je napadel Iran. In to vem precej dobro. Številne države na Bližnjem vzhodu so se obrnile na ukrajinsko vlado in prosile za pomoč pri zaščiti svoje kritične infrastrukture in prebivalstva pred iranskimi raketami in droni. In ta pomoč je bila, kolikor vem, tudi zagotovljena. Veste, Zelenski je obiskal države Bližnjega vzhoda in jim obljubil pomoč. Koliko lahko poveste, katere so te lekcije, ki jih Ukrajina daje svojim partnerjem, Izraelu in zalivskim državam? Ne gre nujno za kakršnekoli nove tehnologije, gre za izkušnje. In ni druge države, ki bi imela takšne izkušnje kot Ukrajina, kot Ukrajinci, s to ogromno frontno linijo in z izkušnjami mnogih let pri soočanju z droni, ne nujno iranskimi droni, ampak tudi ruskimi droni. Veste, Rusiji je uspelo razviti ogromno, industrijo dronov in nasplošno vojaško industrijo. Mislim, da iranskih dronov ne uporabljajo več toliko, ampak na začetku se spomnim, da so precej zanašali na iranske drone, ampak verjetno zdaj ne več. In to področje se očitno zelo hitro spreminja. Ker na začetku vojne so ukrajinski policisti streljali na te drone Shahed s puškami na ulici. Absolutno. Predvidevam, da temu ni več tako. To ni več tako. Zdaj imajo druge načine, kako se spopadajo s temi droni. Vendar ni bilo nujno, da bi za to potrebovali kakšen tehnološki preboj. Gre samo za izkušnje, kaj deluje, kaj ne deluje, o tem govorim. Ali lahko Ukrajina zmaga v tej vojni? No, mislim, da realno gledano nihče ne razmišlja o jasni zmagi. In kaj sploh je zmaga? Kaj je zmaga? In to je veliko vprašanje. Ampak verjamem, da je Ukrajini uspelo in ji bo uspelo preživeti kot neodvisna in svobodna država, kar je zelo pomembno kot demokratična država. In to je demokratična država z vsemi težavami, ki jih ima. Je svobodna in demokratična država. In upam, da bo takšna država tudi ostala. In imajo te notranje sile in notranjo voljo, da ostanejo neodvisni in svobodni. In verjamem, da jim bo uspelo. Ali je bil vaš naslednik že imenovan? Že je prispel, že v Kijevu, ja. In kakšne ključne vpoglede ste mu posredovali? No, najprej upam, da bo vsaj v njegovem mandatu vojna končana. In to je glavna stvar, ki sem mu jo povedal, da res upam, ker sem upal tudi v svojem mandatu, ki je bil kar dolg, 5 let,
Upal sem, da bo vojna končana. To se ni zgodilo. Upam, da se bo to zgodilo v njegovem mandatu. Ampak, ne glede na vse, verjamem, da bosta obe državi ostali zelo povezani. Naši odnosi bodo ostali zelo posebni, zelo čustveni. In to je nekaj, na kar bi se moral vsak, ki je delal v Ukrajini, spomniti. Da imamo zelo posebno vez, ta človeški most, ki je tako dragocena in tako pomembna. In ne glede na vse, ne glede na to, s kakšnimi izzivi se soočamo, bodo odnosi ostali zelo tesni. In običajno to opisujem kot družinske odnose, veste, med zelo tesnimi sorodniki. Občasno potrebujemo družinskega psihologa, da se spopademo s težavami. In seveda imamo svoje vzpone in padce. A kljub temu sva dve zelo tesno povezani državi z ogromnim potencialom za sodelovanje na različnih področjih, vključno z vojaškim področjem. Še posebej, ko se bo vojna v Ukrajini končala. Slišal sem v drugem intervjuju, da pišete otroško knjigo. Da, napisala sva jo z ženo, ki je ilustratorka in umetnica, napisala sva otroško knjigo, ki nima nobene zveze z vojno v Ukrajini, čeprav je bila napisana med vojno v Ukrajini, vendar nima nobene povezave z njo. Govori o diplomaciji in o tem, kako vzgojiti diplomata. Imenuje se Kako vzgojiti diplomata doma. Takšne stvari. To je zabavna knjiga, z veliko slikami. Je bolj strip kot običajna knjiga. Išla je v Ukrajini, vendar upamo, da jo bomo prevedli tudi v druge jezike, verjetno tudi v angleščino in hebrejščino. No, veliko sreče, upam, da bo knjiga uspešna in upam, da bo Izrael še naprej imel koristi od vašega službovanja. Zdaj bi rad prešel na zadnji del oddaje. To je hitri segment. Pokazal vam bom 3 slike in povejte mi prvo stvar, ki vam pride na misel. Poglejmo si prvo sliko. V redu. Če želite. To je izraelski premier Netanjahu z Ukrajino. Predsednik Zelenski pred kratkim pogreb Lindseyja Grahama. Res je. Res je. No, vsak srečanje med voditelji je pomembno. To je bilo zelo kratko. Nimam pojma, o čem sta govorila. Ampak imamo toliko vprašanj za razpravo in toliko stvari, o katerih moramo govoriti, tako da sem prepričan, da nista zapravljala časa. Drugače, čeprav predsednik vlade ni, naš predsednik vlade med vojno ni obiskal Ukrajine, vendar sta dva naša zunanja ministra obiskala Ukrajino, nekdanji zunanji minister Eli Cohen in sedanji zunanji minister Gideon Sar. Sta obiskala Ukrajino in gospod Sibila, ukrajinski zunanji minister, je bil povabljen s strani gospoda Sarja, da obišče Ukrajino. In je sprejel povabilo, torej upamo, da bo kmalu prišel v Izrael. V redu, pojdimo na naslednjo sliko. To je ena izmed prvih slik, ki ste jih objavili 20. februarja 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino. In spomnim se veliko stvari z tistega dne. In spomnim se, da mi je nekdo poslal sporočilo in rekel, to je resnično zgodovinski trenutek. In to sem tudi sam čutil, morda ne ravno tisti dan, ampak kasneje sem spoznal, da je bil to zgodovinski dan. In to je bilo, ko so Rusi napadali Kijev že prvi dan vojne. In neko rusko vozilo, mislim, da tank ali nekaj takega, je uspelo priti skoraj do središča Kijeva. A potem je Ukrajincem uspelo ustaviti invazijo in od takrat se je situacija drastično spremenila. In ostalo je zgodovina, veste, vojna, ki še vedno traja. In ko so vsi mislili, da se bo vsa zgodba končala v nekaj dneh ali nekaj tednih, še vedno traja. Prav, potem pojdimo na zadnjo sliko. To ste vi, ko izročate poverilna pisma predsedniku Zelenskim. 22. Dan pred obiskom našega predsednika v Ukrajini, dan preden sem izročil poverilna pisma predsedniku Zelenskemu. Zdaj izgleda drugače, mislim, da tudi jaz gledam drugače, ampak spomnim se tega srečanja. To je bil edini čas, ko sem se z njim pogovarjal iz oči v oči
približno pol ure. To je bil kar prijeten pogovor, ampak spet, to je bilo pred vojno. No, še enkrat se vam želim zahvaliti, Mihael Brodski, ne samo zato, da ste prišli sem, ampak tudi za vašo službo v zelo ključnem in zahtevnem obdobju. V zgodovini Izraela in v zgodovini Ukrajine. Medtem ko služite v času vojne v državi gostiteljici, ko pa je vojna tudi doma. Zato se vam še enkrat zahvaljujem za vašo službo in za vaš čas, da ste nocoj prišli sem. Tukaj bomo morali zaključiti. Hvala, ker ste bili danes z nami. Pridružite se nam naslednji teden tukaj v oddaji On Direct. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTubu in Spotifyju. Hvala, ker ste gledali.